pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela zaostala tekma 21. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach na mestnem stadionu v Ajdovščini. Se bosta pomerila domače Primorje in Koper. Eni in drugi so sicer v slabi rezultatski seriji. Četanski trak nekaj časa se je celo zdelo, da se je njegova koperska zgodba zaključila. El Mansuri pa zdaj v napadu, podaja na desno, Mijajlović pred vrata, priložnost in vendarle Tom Jurič ni prišel do strela. Denis Popovič na oddaljenišo vratnico. Tom Jurič se bori, Posavec v skoku, pa Di Matteo Lovrić. Tole je nevarno, Manseri, pa še Sidibe in gol! Gol za Koper, 9. minuta srečanja. Sidibe do prvenca na svojem 37. nastopu v prvi slovenski nogometni ligi. Koper vodi z 1-0. Od prve minute so Kanarčki prevzeli pobudo. V tem primeru so si Ajdovci preveč zapletli življenje ob tisti visoki žogi, ki je prišla pred vrata Posavca, in Ahmed Sidibe je izkoristil priložnost, žogo poslal za hrbet Posavca. Oliver Bogatinov je govoril tudi o tem, da so vsi fantje pripravljeni ter navajeni pogojev ob Ramadanu, no, in Sidibe je to na nek način zdaj potrdil. Iskal je Tomija Juriča, Kamil Manseri. Manseri, lepa akcija Kopra, Mijajlović, Jurič, Jurič do strela v bloku Bešir. Zdaj dobra podaja Beširja za Išaka Rafiuja. Išak Rafiu povsem se je zapletel, vendar pa gol. Haris Kadrić. Haris Kadrić do prvenca v dresu Primorja. Po maju 2022 je 24-letni napadalec zabil v prvi ligi in nogometaši Primorja so v izdihljajih prvega polčasa prišli do izenačenja. Super kaotična zmeda pred vrati Luke Baša in tam se je fantastično znašel Haris Kadrić. Po neodločnosti Išaka Rafiuja je pričakal žogo in odpadek torej pospravil mrežo. V Žalah, v Fazaneriji, v Lendavi, na Bonifiki, v Stožicah in pa v Novi Gorici so v tej sezoni slavili nogometaši Kopra. Zavnik zdaj do priložnosti, Kadrić, vratnica. Še Haris Kadrić do žoge, preigrava Kadrić, potem pa žoga mimo vrat. Nekoliko slabša delovna etika Denisa Popoviča danes. Tole je dobra podaja za Manserija. Omar El Mansuri. Zgrešil je Francoz. Enkrat izvrstno Tom Jurič. Tudi offside bo potrebno preveriti. Haris Dedić je tu hitro spustil Denija Juriča. Ja, pa tudi izven 16-metrskega prostora. Prekršek ja, ampak intervencije ne bo. To je zdaj povsem jasno, kajti preden je Jurič prišel v kazenski, ampak mislim, da ne bo prišlo do tega scenarija. To je rdeči karton, seveda za Harisa Dedića. Izven 16-metrskega prostora, seveda. Tu Deni Jurič morda žoge ni imel povsem pod kontrolo, ampak držal ga je seveda Haris Dedić in zgolj predpostavlja lahko Denis Šabanagić, ali bi Jurič prišel do žoge ali ne. 11-metrovka. Rdeči karton za Harisa Dedića. Ne, vendarle prosti strel. Zdelo se mi je najprej, da je Denis Šabanagić pokazal s prstom na belo piko. Pripadla Denisu Popoviču in bilo bi precejšnje presenečenje, če Denis Popovič, bivši kapetan, ne bi udaril neposredno na vrata. Zdaj bomo seveda globoko vdihnili v tem kaosu. Popovič, veliko hrupa za prazen nič, kot bi dejal William Shakespeare. Milan Anđelković, zelo gledljiva tekma danes z borbeno igro v drugem polčasu. Ste prišli do točke, verjamem, da ste z njo precej zadovoljni.
Smo, moram reči, da smo in vse fantom čestitke, kapa dol, res so izgarali, težka tekma, Koper se je pokazal zelo dober nasprotnik, to, kar smo vedeli, da so, nič enkrat res so izgarali in vsa čas njima gre. Koprčanom ste danes zagrenili življenje, jih pa boste skušali gotovo razveseliti konec tega tedna. Vemo, kako se je končala vaša prva tekma na stadionu z Dežele, verjetno z dobro popotnico tudi ta teden. Ja, v nedeljo nas čaka Celje, spet izredno težka tekma. Prvo se moramo dobro spočiti, pripraviti. Ja, gremo normalno, kakšni bi bili mi športniki, da bi šli z neko belo zastavo. Vemo pa, da je Celje zelo dobra, kvalitetna ekipa, ampak tako, kot sem rekel, gremo se tekmoti. Med tednom so se pojavile tudi govorice, da se Koper zanima za vaše usluge. Vem, da ste seveda osredotočeni le na delo pri Primorju, ampak verjetno takšne govorice precej godejo. So dokaz, da upravljate izvrstno delo. No, dober, ja. V takem poslu smo, da si je veliko takih govoric. Zdaj, to je čist neka normalna stvar. Je pa res, ja, normalno, da če pokaže, če se govori tako, da ti ni slaba stvar, vedno je dobrodošla. Ampak res smo osredotočeni samo na nas, na naslednjo tekmo in to je naše vodilo. Pa lahko morda izdate, če je bilo kaj bolj konkretnega na tem. Govorice, špekulacije, ne bi rad o tem komentiral. Še enkrat ponavljam, velike teh nekih govoric v nogometu, to je naš biznis, to je naš taka narava posla, tako da pri tem bi tudi ostali. Dejali ste torej, da ste s točko zadovoljni, gotovo pa en velik razlog za nezadovoljstvo. Stožinič se je poškodoval, morda kakšna informacija, kaj z njim? Ja, trenutno ne vemo, nimamo nobenih informacij, seveda, ja, zelo pomemben člen ekipe, upajmo, da bo čim prej okreval in da bo čim prej z nami. Najlepša hvala. Haris Kadrić, iskrene čestitke za osvojeno točko, verjetno ste z njo, tako kot trener Milan Anđelković, zadovoljni. Ja, jaz bi najprej rad povedal, da bi Aleksandar Stožnič zaželel hitro okrevanje, ker to, kar se je zgodilo, verjetno je prva stvar, ki jo treba povedati za našo tekmo. Zdaj pa druga stvar, ja, točka je na koncu koncev, bi rekel, izgarana. Pred tekmo je naš cilj vsakič, da gremo na zmago. Tudi danes je bila, ampak okoličine so pripravile do tega, da smo na koncu mogli tudi malo trpeti. Tako da na koncu mislim, da smo s točko zadovoljni. Dosegli ste pa tudi prvi gol v letošnji sezoni po kar zanimivi asistenci Išrafa Rahfija, ne? Ja, na koncu je važno, da je žoga šla noter. Jaz sem vesel, da je ta gol, ki je padel, pomagal na koncu ekipi k nekem pozitivnem rezultatu. Se pravim, kot napadalec včasih, ko je neko pozitivno vzdušje okoli kluba, ko imaš suport od ljudi okoli kluba, je takoj drugače in pol tu neke take odbite žoge, ki bi drugače končalo v avtu, končalo v golu, tako da smo zadovoljni. Zdi pa se, da ste se zelo dobro vklopili v sistem igre Primorja. Kako se počutite sicer v Ajdovščini? Ja, zaenkrat je super. Trener in njegov strokovni štab ve, kaj dela. Vsakem igralcu dajo določena navodila, ki jih potem se trudimo izpolnjevati. Tako da mislim, da kot ekipa igramo dobro. Zdaj ne moramo biti najbolj zadovoljni z izkupičkom točk zaenkrat v tem drugem delu sezone, ampak mislim, da gre v dobro smer, da smo zanimiva ekipa, ki je kot najbolj pomembno, želimo si napadati, želimo si zmagovati in slej ko prej bo prišlo. Najlepša hvala. Ahmed Sidibe, first of all, congratulations for your first goal in Slovenian League, but at the end, I believe you can't be satisfied with the outcome of the game. Yeah, I'm happy for my first goal, but for me we lost 2 points today, and the most important today was to win this game, and we not GG it. And we have to fight for every game now, and we have a game Saturday we have to see in front, you know. Your coach told me that due to Ramadan you are fasting. Can you tell us how hard is it to respect this tradition? For us, it's normal because we have to. For me, I have to, so it's normal. I used to, so it's okay. At the end of the game, we saw you in more attacking role. Probably you can also play very good as a fullback also. Yeah, I tried to help my team, but we didn't score. But I can do everything for the team. I tried, but we lost 2 points. But it's like this. You have to see in front. Thank you very much. Oliver Bogatinov, Koper je skozi cel drugi polčas pritiskal, iskal zadetek za novo vodstvo, ampak nekako ni uspelo. Kaj je po vašem mnenju zmanjkalo?
Ne vem, mogoče enostavno te športne sreče je malenkost zmanjkalo. Udarcev je bilo, veliko blokov, tudi z glavo so se neki streli blokirali, tako da malo športne sreče je danes manjkalo nam, da bi kakšna od teh žog se znašla tudi v mreži. Prvič sta skupaj zaigrala brata Jurič, po prihodu Denja se nekako zdelo, da ste se postavili v sistem 3-5-2, na koncu je to celo izgledalo kot sistem 3-3-4. Kaj bi še Kopar lahko storil za 3 točke? Ja, z menjavami smo potem poskušali z srednjo ofenzivno postavitvijo, tako da istočasno puščali veliko prostora za kontranapade, ampak ja, poskušali smo vse. Na igrišču fanti so dali vse od sebe, jaz mislim, da ni nobenemu za kaj učitati in na koncu pa so goli tisto, kar šteje in danes se je na našo žalost končalo z neodločenim izidom. Vemo pa, kakšni pritiski nastajajo v Kopru o prvem manjšem neuspehu, prvi slabi rezultatski seriji. Kako je z vami, se počutite še, ko da imate popolno podporo? To je vprašanje za šefe. Za mene je stvar enostavno, v pokalu smo še vedno živi, tudi v prvenstvu smo na 4. mestu, ki eventualno lahko vodi še v Evropo. Je pa res, da veliko se govori o tem in mogoče je pa tudi že prišel dan in čas, da se temeljito usedemo in vidimo, kako lahko in ali lahko nadaljujemo skupno zgodbo naprej. Najlepša hvala.